Ta prostor, vključno z rečnim, je pa dobil ritualni pomen, ne? Torej, poleg transporta tudi neki posebni kraji na reki, kjer so se odvijali recimo v bronasti dobi, zlasti v železni dobi, torej latenskem obdobju, in pa morda tudi še v rimskem obdobju določeni rituali, kjer so odlagali bodisi pokojnike, torej da je šlo neposredno za pokop v samo strugo, bodisi v okviru javnih ceremonij, da so izvajali darovanje orožja, tistega, ki so ga zaplenili nasprotnikom, ali pa tudi kakšnega drugega orožja v samo strugo. To, kar je pomembno, je, da v smislu, da je zavarovana, je to, da nekako lahko delimo to dediščino, da jo ohranjamo tudi za naše zanamce. Tudi raziskave zadnjega desetletja se ne osredotočajo več v pridobivanje novih najdb, ampak bolj kot ne v raziskavo tistih najbolj ogroženih območij, da se pravzaprav čim več tega arheološkega zapisa ohrani tudi za naprej. Pa zlasti pa, da ohranjamo ta res neprecenljiv ambient v neposredni bližini prestolnice. Se pravi, tukaj imamo 19-20 km enega precej dobro ohranjenega naravnega ambienta, ki s to kulturno dimenzijo, torej arheoloških najdb, pa tudi z današnjimi potezami te krajine resnično predstavljajo veliko bogastvo. Zdaj, kaj nam vse te raziskave pravzaprav doprinesejo in kaj bi bil lahko njihov doprinos v okviru projekta Evropska prestolnica kulture? Zdaj, na eni strani so stvari, ki so povezane z varstvenimi posegi, in to je zlasti dvig in prezentacija rimske ladje pri Sinji Gorici. Arheologija se zelo dobro navezuje na geološko, tudi dediščino Ljubljanskega barja. Nenazadnje, marsikdo ne ve, da so sedimenti debelejši mestoma od 180 metrov. To je odličen repozitorij okoljskih pridatkov in obstajajo različni načini, kako se to virtualno ponazori spremembe klime, spremembe živalstva, flore v tem ozko zamejenem refugiju, kot se dostikrat reče Ljubljanskemu barju v starejših obdobjih prazgodovine. To že malo napoveduje to našo namero, da se po vzoru zdajšnjih iniciativ v okviru nekega centra, in del takega centra bi bilo lahko seveda praktično kompletna prezentacija, ki bi še prečila nad kulišči vso dediščino, povezala zlasti to starejšo, vključno s to namero, ki se pa ponovno tiče Ljubljanice, da po izdelavi visokoresolucijskega batigrafskega posnetka Ljubljanice z večstopnjim sonarjem izoliramo tiste lokacije, ki nedvomno predstavljajo plovila iz starejših obdobij, in se potem ta plovila fotogrametrično na ta način posnamejo, da je možna njihova virtualna rekonstrukcija, poustvarimo v računalniškem okolju na način, da je to tudi lahko del ene take prezentacije.